Pozdravljeni. Na vrsto je prišla že druga predstavitev barvne sheme za sezono 2024 in seveda predstavili so jo pri ekipi Haas. Pri ameriški ekipi Haas ostajajo zvesti svoji tradiciji. Pred začetkom sezone nam najprej pokažejo barvno shemo in bolid dobesedno zadnji trenutek. Če se spomnite, o tem smo pravzaprav že govorili v tistem prispevku, ker sem nekako naštel pomembne datume, kdaj spremljati tisti prihod pravih bolidov. VF pomišljaj 24 bomo lahko videli tam okrog 11. februarja. Na tisti datum, ki so ga imeli pri ekipi Haas rezerviranega za neke vrste predstavitev, smo pa videli animacijo, katero imate možnost videti tu ob strani, in mi navdušenci smo dobili na razpolago kar lepo število renderjev. Ampak ker gre v resnici za lanski model VF pomišljaj 23 in ne za letošnji, pravzaprav nimamo kaj dosti videti. Čeprav v nadaljevanju se bomo ustavili ob 4 izjemno zanimivih točkah, predvsem iz tehnične splati. Pustimo sedaj to. Sam sem bil rahlo razočaran, ko so nekateri avtorji začeli na podlagi teh renderjev delati tehnično analizo novega bolida ekipe Haas. Ampak sami pri ameriški strukturi so priznali, da gre za barvno shemo in ne nov model. A verjamem, da nekateri bi za branost naredili vse, tudi na primer Franco Nunez pri italijanski verziji spletnega portala motosport.com, ali pa žal prihaja na površje tista varianta B, ki pravi, da ima gospod na grbi že kar precej let. Namreč mi, navdušenci, ne smemo primerjati med seboj tisto verzijo iz predstavitve lanskega modela s tistim, kar so pokazali v letošnji predstavitvi, ampak moramo vzeti zadnjo različico lanskega modela in jo primerjati z tistim, kar trdijo, da je letošnja. Namreč bolid, ki ga vidimo na teh renderjih, je v bistvu tista različica, ki so jo pri ekipi Haas pripravili na primer za veliko nagrado Združenih držav Amerike. Vidimo po spremenjenih bočnih strukturah in predvsem naprej potegnjeni spodnji ustnici bočnega stranskega vstopnika. In seveda tu gre za malenkosti, ki nam potrjujejo določene teorije. Bolid na renderjih je lanski in pika. A najprej poglejmo, kaj je pravzaprav novega na barvni shemi. Lahko bi dejali ne veliko. Edina taka večja razlika je pravzaprav sprememba barve na nosnem konusu. Ta ni več bel, temveč je črn. In že tu prihaja do prve zanimivosti. Namreč ta del, vsaj po renderjih sodeč, je pobarvan v črno barvo in ni iz golih ogljikovih vlaken. V zadnjem delu, kjer lahko opazimo tudi precej temnejših barv, gre pa za območja, ki sploh niso obarvana. Drugače pa pokrovitelji ostajajo isti, vsaj tisti večji. Praktično, kar se tiče barvne sheme, ne moremo govoriti o kakšnih revolucionarnih spremembah, samo na prednjem delu lahko vidimo neke vrste negativ, kjer je črna zamenjala belo. In to je to. Praktično, če bi govorili samo o barvni shemi, bi se lahko prispevek zaključil tu. Ampak imamo vsaj 4 podrobnosti, ki so zanimive. In prva točka, pri kateri se bomo ustavili,
je nekaj, ob čemer so se obregnili tisti analitiki, ki so začeli praktično analizirati te renderje, ne zavedajoč se, da gre za lanski model. Ukolikor pogledamo ta posnetek, bomo videli, da prednja prema izgleda, da ima rahlo drugačen kot trikotnikov, kot da praktično iz strani same šasije do kolesa je kot pozitiven, tam okrog 3 do 5 stopinj. A v resnici gre za optično prevaro. Namreč, ukolikor pogledamo posnetke lanskega bolida iz enakih kotov, bomo videli, da gre za eno in isto stvar. Če ga pogledamo res od prednje strani, bomo videli, da ročice so dobesedno vzporedne samo asfaltno podlago. Ampak o kotu prednjega vpetja smo govorili tudi lani in tam sem primerjal naprimer Red Bull ter Aston Martin, ter zapaziti je bilo, da je kot v resnici negativen in ne pozitiven. Ampak mnoge to ni motilo, zapolnilo je kar nekaj vrstic. A pustimo sedaj to, to je bila bolj zanimivost, kako moramo biti mi, navdušenci pri raznih analizah, pozorni in med seboj primerjati res posnetke, ki so nekako napravljeni iz čim bolj enakega kota. Optična prevara je zmeraj prisotna. Marsikdo izmed vas je morda na začetku pri predvajanju tistega krajšega filma, tiste krajše animacije opazil nekaj. Namreč v sami simulaciji je na bolidu, ki nam je bil predstavljen, nekaj izginilo, tiste vidne škrge na samih bočnih strukturah. In sedaj na vašem ekranu bo upočasnjen posnetek, ki nam bo pokazal nekaj, kar je verjetno animatorjem ušlo. Seveda opazili ste, da pravzaprav na pokrovu pogonskega sklopa naj bi se nekaj nahajalo, čeprav se to nedobro vidi. In tudi na tem renderju tu lahko opazimo, da pravzaprav tiste škrge so prav tam, kjer so bile na že prej omenjenem VF pomišljaj 23, le da jih je nekdo malce nerodno zakril. In torej vidimo, da tu v osnovi je res lanski bolid in ne letošnji. A za konec še 2 podrobnosti, ki bodo zanimale vse vas, ki imate radi res tehnične podrobnosti. Seveda gre za render, gre za nek fantazijski model, ampak poglejmo si za trenutek, kako izgleda zadnji aerodinamični stabilizator in kako so speljani konci pomožnega profila tega stabilizatorja. Videli ste, da pravzaprav na konceh je sam profil odprt, ni zaokrožen navzdol na tisto končno ploščo, naprimer kot smo videli to lani, temveč obstaja kar velika špranja, ki omogoča izhod samega zračnega toka in pravzaprav njegovo vrtinčenje. Seveda gre za render, ne gre za pravi bolid, ampak če so pri samem pripravi tega projekta napravili to podrobnost, bomo jo lahko videli tudi pri pravih bolidih. In to je podrobnost, na katero bomo morali biti pozorni pri nadaljnjih predstavitvah, ko bomo, upam, videli pravo stvar, ne samo pri ekipi Haas. In druga malenkost, ki je po mojem mnenju izjemno pomembna, tudi v luči tistega, kar bodo pokazali pri ekipi Stake F1 oziroma Sauber in predvsem Ferrari. Poglejte si zgornji zračni vstopnik. Ta je čisto drugačne oblike kot lanski. Lani smo imeli majhen trikotnik, torej vstopnik samo za tisti zrak, ki je šel do seveda kompresorja in motorja z notranjim izgorevanjem. Sedaj imamo krog
In v krogu tisto tipično črko A imamo seveda spodnji del tega vstopnika in predvsem dve bočni, imenujemo jih ličnici. In seveda ta oblika je bila dodana k tistemu, kar je bil lanski VF pomišljaj 23 in lahko nakazuje, kakšne so zahteve novega pogonskega sklopa Ferrari. Ampak seveda tu je treba poudariti še neko zanimivost. Seveda Haasov bolid se bo klical VF pomišljaj 24, Ferrarijev SF pomišljaj 24. Torej ne samo v imenu, tudi v vsem tistem, kar se tiče samega pogonskega sklopa, bomo lahko videli podobne rešitve. V mnogih člankih sem bral tudi o tem, kako naj bi znižali tiste zaščite, predvsem na bokih, v luči tehničnih sprememb, ampak tu, seveda še enkrat ponavljam, gre za renderje na osnovi lanskega modela, o kakšnem znižanju zaščitnih struktur ni ne duha ne sluha, ker gre za lansko šasijo. A kar se tiče predstavitve barvne sheme pri ekipi Haas, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.